Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani poteka mednarodni sejem okusov, ki vsako leto narekuje trende v gostinstvu in hotelirstvu. Seveda so v ospredju okusi, naša terenska ekipa pa že okuša. Če eni začnemo jutro s čebulo, drugi pa začnejo s koktejli očitno, Ljubica? Samo je brezalkoholen, David, tako da ni nobene skrbi. Res, res. Sicer pa ja, sejem okusov na Gospodarskem razstavišču še pred odprtjem, kajti ob 10. uri se odpre. Včeraj prvi dan, danes drugi dan, kaj več o samem sejmu in kaj vse se bo dogajalo od sladkega, slanega okusa. Kaj ne, Nives, dobro jutro. Ja, dobro jutro, pozdravljeni, vi in vsi poslušalci in gledalke in gledalci. Tako, pripravili smo kot vsako leto sejme okusov na način, da vsi obiskovalci poleg degustiranja imajo tudi možnost brezplačnih delavnic. Najbolj obiskanih delavnic so delavnice mojstra francoskega slasičarstva, včeraj so bile delavnice makronsov, pol so torte, me bo popravil torte frazier po francosko, potem so princeske, kaj še? Potem je čokoladni sufle. Čokoladni sufle, ki verjamem, da vsi, ki imamo radi čokolado, nam je to mamljiva sledica, ne? Zelo. In dišalo bo pa po bagetah. Tako, ja. Kar sem, če sem prav razumela, ogromno tudi prijavljenih. Se pravi, meni ste pa že na vse zgodaj zjutraj pripravili izvrsten brezalkoholni koktejl. Seveda, kot napovednik današnjega že 26. državnega prvenstva v pripravi koktejlov poudarjamo brezalkoholnih. Tukaj je z nami Aleš Ogrin, predsednik Društva barmanov Slovenije. Ni časa, nimamo 1 uro za vse njegove nagrade, ki je osvojil in sodelov, ki je vložil v to, tako da zdaj samo en kratka predstavitev, kako se ti koktejli delajo in vabljeni na brezplačne delavnice, ki jih je že in jih bo še organiziral na sejmu. No, italijanski mojster pa je že pripravil testo, ki bomo tudi zdaj pokazali, nek nov, inovativen način priprave pice. Res? Že diši? Kot že vidite. Če ste opazili, je ta pica kar precej visoka in ne se ustrašiti, to ni na račun prebave. Je lahko prebavljiva, kot sem že včeraj poskušala, kot da v oblak ješ, okus je fenomenalen, ima veliko vsebnost vode, kar je nam zelo pomembno, pomeni, da je manj moke, manj se redimo. Nova tendenca pa je, kot vidite, zato tudi predstavlja v živo, da se po peki pice, torej, ko se speče testo in da tiste osnovno, dajmo reči, sire pa paradajz gor, se potem vse druge sestavine da sveže. Torej, ali je to rukol, ali je to mango, vsak si potem prilagodi, ali je to sveži pršut, tako da se ne več pečejo vsi ti okusi. Vabljeni tudi jutri na poleg brezplačnih delavnic pice, ki sem mogoče pozabila omeniti, jutri je tudi tekmovanje, že 5. po vrsti, tudi v izdelavi pice. Da ne pozabimo, danes poleg državnih prvenstv je tudi prvenstvo v izdelavi sladoleda, že 7. po vrsti, najstarejše prvenstvo v izdelavi sladoleda. Tako da, evo, vabljeni, ne smemo... Pa naj poudarimo, da tudi vse delavnice so brezplačne. Seveda, vse delavnice so brezplačne. Še enkrat ponovim, delavnice barmanov, delavnice slasičarstva in pekarstva, bageti, delavnice izdelave pice, in vsekakor še ogromno delavnic sladoleda. Letos so sladoledne dejavnice po 3-krat na dan, s tem, da je preskrbljeno in za veganske semifrede, recimo, za vse te trendovske sladice, ki so pač v hladilnih vitrinah pol. Tako, letos smo imeli tudi včeraj lučke, inovativen način izdelave, imamo dekoracije, in vsa večinoma znana televizijska imena, ki so prisotne in tudi kuhajo za vas. Odlično. Tale pica, moram reči, je prav mamljiva. Koktelj je bil dober, makron pa še za sladico. Mislim, da bodo moje brbončice izvrstno zaplesale skozi te okuse. Vabljeni, ker vse 3 dni se dogaja, vse 3 dni je nekaj novega, vsak dan je nekaj novega, jutri bo tudi španski dan, tako da bo paelja. Ni časa za predstaviti vse, kot sem rekla, znani televizijski člani olimpijske reprezentance, kuharjev Slovenije, vsa smetana pač bo tukaj.
se bo veliko dogajalo. Hvala lepa. Res je. Hvala. Eko.